Lepo pozdravljeni v letošnji epizodi Stična podcasta. Tudi letos je z nami Janez Meglen, duhovni vodja Stične in pa župnijski upravitelj župnije Metlika. Sem prav povedala? Si prav povedala, pa še dve župniji zdraven. Še dve, kateri dve? Suhor in Radovica. Tako da Super. 3 župnije. In v tem podcastu bomo mal predstavili duhovno ozadje Stične, zavetnika Stične, ki je letos spet bil izbran, potem geslo, pa odlomek, ki duhovno podkrepi temo Stične. Super. Predlagam, da pa za začetek narediva kar znamenje križa, pa da izročiva vse te najne besede, pa tudi to, kar bo potem razglabljala in probala našim poslušalcem predstaviti, izročiva v Božje roke. Super. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Sveti Janez Pavel II, prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Torej, zakaj sveti Janez Pavel II? Ja, torej, že pred časom je bila ideja, da bi na Stični mladih bil vedno tudi prisoten zavetnik. Lansko leto smo za to prakso začeli. Je bil z nami sveti Jurij Frassati. Letos pa, ker je ravno 30. obletnica obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, je bil pa izbran ta za nas tako pomemben papež, ki nas je tudi v tistem prvem obisku, ki je bil pri nas, je imel geslo obiska Oče potrdi nas v veri, in nas je takrat potrjeval v veri. Žal naju ne, ker to je bilo dogodek, ki je bil pred najinim rojstvom, tudi mojim, tako da takrat sem bil ravno v trebuhu še, potem pa sem kmalu tudi jaz prišel na ta svet. Tako da res Janez Pavel II. Je zavetnik Stične mladih. Mogoče ena taka lepa zanimivost, Stična mladih je v bistvu v tistih letih okrog papeževega obiska, to se pravi malo pred, pa potem še malo kasneje, v bistvu doživela največji razcvet. V bistvu je bil ta obisk tega velikega papeža za Stično mladih, tak nekako bomo rekli, en tak boom v tistem obdobju. Pa ta papež je imel zelo rad mlade, ne? Zelo je bil navezan na mlade, zelo se je ukvarjal z mladimi, imel je tudi neke poletne kempe, ali kako se je že temu rekel, ne? Ja, Janez Pavel, to moramo, njegovo življenje je precej dolgo. Ja. In tudi njegovo papeževanje je v bistvu eno izmed najdaljših v katoliški cerkvi. Zato je pustil pečat, ki je pač, bi lahko rekli, skoraj neizmeren. Tako da ja, že kot mlad duhovnik je zelo spodbujal študentsko pastoralo in pa tudi to, da se je pač mladim približal na ta način, da je šel z njimi v hribe in da so večkrat tudi maševali zunaj, oziroma da so bili pač skupaj tako v planinah, kakor potem v duhovnem smislu. Zdaj, gotovo pa največ, kar je bilo tako za mlade naredil, pa s tem, ko je začel sklicevati oziroma vabiti na svetovne dneve mladih. To je bila v bistvu njegova želja, pobuda, ki jo potem tudi zvesto izvedel. V bistvu tako, da na vsake 2 leti neka država prevzame organizacijo in potem pridejo mladi iz vsega sveta in potem se tam srečajo s papežem. Večkrat so se z njim srečali tudi v Rimu, tako da, ko je bil papež doma, bi se reklo, ampak ja, to je pač v bistvu, bomo rekli, ta svetovni dan mladih, je v bistvu nekak zamisel in pa želja Janeza Pavla II., ki se je pač res množično srečeval na ta način z mladimi. In torej to, da je Janez Pavel II. Zavetnik Stične, kaj zdaj pomeni? Ja, prva stvar je gotovo to, da je pač letos lepa obletnica, hkrati pa bi radi tudi njegovo učenje zopet malo osvežili, ga približali. V letošnjem letu namreč se na Stični posvečamo, bomo rekli, 3. božji kreposti, kreposti ljubezni, in on je v večjih govorih, ki jih je imel, nekako povzel nauk o spolnosti v katoliški cerkvi in ga naslovil Teologija telesa. In ker letos seveda pri mladih je vedno ljubezen,
posledično potem tudi spolnost in pa ta zbližitev oziroma iskanje življenjskega sopotnika, to se pravi tistega, s komer boš ustvaril družino, je zelo pomembno oziroma ena največjih prioritet, pa tudi, kako bi rekel, ena pomembna stvar, se nam je zdelo zelo primerno, da pač tega velikega zavetnika pogledamo tudi pod njegovim vidikom učenja, to se pravi te teologije telesa in pa pač vseh teh spodbud, ki jih je imel on za mlade, potem pa za mlade družine in tako naprej, pa tudi na koncu za vse božje ljudstvo. Tako da v tej luči smo izbirali zavetnika in se mi zdi, da je res primeren zavetnik, ki nas bo naučil tiste prave ljubezni. Ne? To se pravi ljubezen, ki nima primesi tega zlega ali pa slabega ali pa egoizma, ki jo večkrat vidimo v tem svetu, ampak ki je res darovanska ljubezen, ki je pripravljena iti za drugega tudi preko sebe. No to, krščanska ljubezen, v krščanstvu je ljubezen zelo pomembna. To, kar ste rekel, darovanska ljubezen, ne primerjavi s svetom, ki nam pa pravi, da moramo izkoristiti druge, da moramo iskati užitek, da moramo dobiti tisto, kar želimo, da moramo zadostiti svojim potrebam. Kako naj se mi zdaj znajdemo v tem kaosu definicije ljubezni? Ja, torej naslednik svetega papeža Janeza Pavla II. Je bil ni še sveti, ampak verjamemo, da bo enkrat učitelj cerkve in tudi svetnik, to se pravi papež Benedikt XVI. In on je prvo encikliko posvetil ljubezni, naslovu je Deus Caritas Est, kar pomeni Bog je ljubezen. In v tej encikliki je pač zelo podrobno in tudi zelo praktično razdelal, kaj je pravzaprav krščanska ljubezen oziroma kako kristjani gledamo na ljubezen. In eno v prvih točk tega dokumenta opisuje o tem, kako je zahtevna beseda ljubezen, ker pod besedo ljubezen si marsikdo marsikaj predstavlja oziroma imamo vsi sicer po vsej verjetnosti lepo izkušnjo, ampak nekateri imajo pa tudi grenko izkušnjo ljubezni oziroma pač nekega, da ni bilo čisto prav in nekateri pa tudi dejansko prav zavajajoče želijo predstaviti ljubezen kot nekaj zgolj izključno seksualnega ali pa pač, da je pač samo to glavni užitek. Ne? In Benedikt XVI. Je se spraševal, če bi mi iskali nov izraz za ljubezen, ne? Da bi res tisto božjo ljubezen oziroma to ljubezen, ki jo Bog želi, da bi tudi med nami rasla, ne? Tako se pravi, ko večkrat opisuje, kako naj bi se mi bili podoba Svete Trojice, ne? V tem odnos oče sin, to se pravi Jezus Bog oče, da bi iskali nov izraz, pa je potem zaključi, da ne, da mi moramo skrbeti, da bomo pač ta pravi pomen ljubezni prinašali v tem svetu in ga res dajali kot čistega. Ne. Zdaj, on je tam v tem dokumentu v začetka malo razdelil med dva grška izraza in sicer eros in pa agape. To sta dva izraza, ki opredeljujeta oba ljubezen, vendar bomo rekli nekoliko vsak na svoj način. To se pravi, eros je predstavljena bolj ta, bomo rekli, ljubezen, ki je povezana z nekim uživanjem, to se pravi, kar je bolj občuteno, kar dejansko tudi nekako doživiš. Recimo, najbolj se približamo temu v spolnosti na nek način, pa tudi dejansko bi lahko rekli, da je pač ta eros tudi za druge stvari, ko pač imamo mi neko močno nagnjenje do tega. Ne. Agape je pa mogoče tista bolj prečiščena ljubezen, ki ne išče zgolj sebe, ampak gre preko sebe in kaže ta žrtvovanski vidik. Tu imamo pa v najlepšem zgledu Jezusa Kristusa, ne? Torej Božji sin, ki se je bil pripravljen ponižati, postati človek najprej in ne samo to, ko je bil križan, tudi najbolj zavržen, najbolj sramotno kazen obsojen in da je tudi umrl za nas, takrat, ko smo bili mi še v bistvu grešniki. Ne? To se pravi, mi smo še zmeraj grešniki, ampak za nas, ko pač še ni bilo upanja, da bi bili mi odrešeni, on je takrat umrl že za nas, zato da bi nam odprl možnost odrešenja. In mogoče je zdaj odličen trenutek, da se obrneva na svetopisemski odlomek, ki ste ga pa izbrali kako in zakaj. Ja, v Svetem pismu
posebej Nova zaveza, je večkrat zapisana ta ljubezen. Največkrat to besedo uporabi apostol Janez, zato je tudi Božja beseda, na kateri temelji letošnja vsebina Stične mladih, je vzeta ne iz njegovega evangelija, čeprav je tudi tam veliko, ampak iz njegovega prvega pisma, in sicer v 4. poglavju beremo o ljubezni in o tem, kako je Bog ljubezen, in potem te razdelke noter. Tako da letošnji odlomek bi ga kar prebrala, gre od 7. pa do 12. vrstnice 4. poglavja 1. Janezovega pisma. Tako da, če sva? Iz 1. Janezovega pisma. Preljubi. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Preljubi. Če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in njegova ljubezen v nas postaja popolna. Tako da to je letošnji temelj, vsebinski, o tem, kako nas Bog ljubi in kako je Bog ljubezen in kako je v bistvu tisti prvi in pravi pomen ljubezni je ta Božja ljubezen do nas. Ne? Ker nas je, če nas ne bi imel Bog neskončno rad, če nas ne bi ljubil, nas niti ne bi ustvaril, in še več, ker nas je ustvaril iz ljubezni in za ljubezen, je potem iz te iste ljubezni bil pripravljen žrtvovati tudi sam sebe. In to je res ena stvar, ki se pač niti ne moramo predstavljati, da imamo nekoga, enega tacega velikega zagovornika, kakor je Jezus Kristus pri Bogu. In kje se je najbolj razodela Božja ljubezen, sva rekla potem? Ja, Božja ljubezen se pa v najglobljem in na najbolj popoln način se pa pač pokazala na križu. Ne? In to je bil trenutek, ko je bilo srce od Jezusa prebudeno. Že samo srce je vedno simbol za ljubezen. Ne? To je najbolj, bomo rekli, univerzalen simbol in vsak ve, ki vidi srce, da je to ljubezen. Ne? Zdaj, pri Jezusu se pa to dejansko z tem prebudenim srcem zgodilo, da se takrat, v bistvu v tistem trenutku so se na nek način rodili vsi zakramenti, ki jih ima cerkev. Ker iz Jezusove prebudene strani je pretekla kri in voda in to je znamenje svetega krsta in pa potem tudi svete Evharistije, ki pa pač povezujeta vse ostale zakramente. Torej, Jezusovo prebudeno srce je pa dejansko, bomo rekli, za kristjane zelo poznan simbol ali pa, bomo rekli, tudi pobožnost, zaradi tega, ker smo v cerkvi, tudi v naših krajih, smo zelo vneto in množično častili srce Jezusovo, tudi z litanijami srca Jezusovega, kar je tudi zdaj ena od teh priprav, ki jih imamo na Stično mladih, je, da smo poživili nekako pobožnost prvih petkov, ki je namenjena, to se pravi, temu, da počastimo Jezusa v najsvetejšem zakramentu in da se potem posvetimo njegovemu srcu. In pa na drugi strani, da bi tudi z litanijam prisostvovali temu, da je Jezusovo srce za nas odprto in da je polno milosti. In zdaj, če se naveževa na geslo, letošnje geslo Stične je? Ja, letošnje geslo je Vžgi srce. To je pa, mogoče ste že videli, to srce Jezusovo ima zmeraj en tak plamenček, ne? To pomeni, simbolizira, kako Božja ljubezen gori za nas. Ne? In tudi ena od opisov ljubezni, ne? Mogoče tudi fantje in dekleta, ko začutijo v sebi zaljubljenost in ljubezen do nekoga, ne? Začutijo to v bistvu kot nek ogenj, ne? In v bistvu ta goreča ljubezen je pač še toliko bolj prisotna. In
žal smo v svetu, kjer je veliko src na nek način ugasnjenih, hladnih, osamljenih, otožnih in nas prav ta geslo, ki je pač tako narejeno, vžgi srce, ne, to se pravi, da bi se res ta, kar gori v Božjem srcu, da bi se ta ljubezen do Boga, do bližnjega, pa na koncu tudi do samega sebe, da bi se dejansko tudi v nas unela, ne, in da bi res gorel za Gospoda. Zdaj, tle je ena taka tudi lepa prispodoba. Zdaj, samega gorečega srca, oziroma kot besedne zvezde v Svetem pismu niti ne najdemo. Imamo pa eno tako zelo lepo, tako velikonočno vstajensko, in sicer imamo 2 Emavška učenca, ki sta bila tudi sama razočarana, sta hodila, to se pravi, iz Jeruzalema in sta bila otožna. Ne. Tu bi lahko rekli, podoba našega sveta, ne, razočaranje, neuspeh, konc neke perspektive, ne, tu se pravi, v neko praznino sta šla. No, in potem se jim pridruži Jezus, ima razlaga pisma in vse to pač potem se srečajo. In ta 2 učenca na koncu tega pogovora, ko se Jezus ima razodene, pravita z besedami, ali nista najini srci goreli, ko nama je po poti grede vse razlagal. Ali nista najini srci goreli, ne, in da bi res to se pravi, čeprav vemo, da imamo za sabo polno razočaran, en kup neuspehov, negotova prihodnost, ne, ona 2 Emavška učenca sta upala, da bo Jezus rešil vse, pa potlej se je pokazalo, da ni bilo vse skupaj nič od tega, ne, in to je nek občutek današnjega sveta, da bi tudi nam Jezus na ta način, ko nam bi razlagal pisma, ko bi nam razlagal življenje, kaj je on pravzaprav naredil, da bi se tudi naša srca zagorela in potem unela v ljubezni do drugih in pa do Boga. In lahko tudi mi drugim vnemamo srca. Ja, gotovo, jaz mislim, da je to naloga vsakega izmed nas, to se pravi, da pričujemo za Jezusov nauk, da poiščemo pravi način, in tako, ena lepa podoba je v cerkvi, najlepše se to pokaže na velikonočno vigilijo, in sicer tam pride ena sveča, ki gori, to je predstavlja Kristusa, ta velikonočna sveča, velika sveča, ne, in potem v tem obredu svetlobe se potem pretikajo plamenčki od sveče do sveče, ne, in zanimivo je to, da pač več kot jim razdeliš, ti nimaš nič manjši plamenček zaradi tega, ne, tvoja svečka normalno gori pa še ena svečka zraven tebe, ne, to se pravi, en plamen se prinesel, torej to je čudovita podoba tega, kako lahko daš vero, to se pravi, tvoja vera se zaradi tega nič ne zmanjša, nič ne spremeni, ampak nekdo je pa še zraven tebe razsvetljen in ima lučko, ki jo lahko potem podari naprej. Torej, po tej podobi, jaz mislim, da lahko povabilo vse udeležence Stične mladih, da bi že zdaj do Stične mladih iskali te vsebinske poudarke in jih potem prižigali v teh ljudeh, ki so obupani, da bi prišli na Stično in da bi tam pa res vsi skupaj zagoreli v srcu za Boga in za njegovo cerkev. In sveča je v bistvu tudi simbol kristjana. Ja, gotovo, to je eden najbolj starodavnih simbolov, ne, na začetku je bila mogoče bolj oljenka, potem pa kasneje, v prvih stoletjih je pa že prišla voščena sveča, ki na tak lep način predstavlja, ne, kako gori za druge, daje svetlobo drugim in pa použiva samo sebe, ne. To je ena taka darovanski vidik ljubezni, ki bi jo lahko tudi rekli, da to je pač, bi rekel, tak modelček za pogledati, kaj pomeni agapična ali pa ljubezen po načinu agapeja, to se pravi, da se žrtvuješ, daruješ za druge. In zdaj se lahko spet malo vrneva k Evharistiji. Ja, Evharistija je tako, bomo rekli, srce naše vere, pač v tem mi doživljamo kot kristjani, kot katoličani, ver in pa vrhunec naše, to se pravi, vernosti, in ne samo to, mi že predokušamo nebesa, ko se srečamo pri Evharistiji, in največja stvar pri Stični mladih je vedno tudi sveta maša, in tudi letos ne bo nič drugače, in ko se pač vsi skupaj zberemo, ko nas Jezus nahrani s svojim telesom in napoji svojo krvjo, nam potem v bistvu tukaj gre ta zahvalna daritev, ki se razširi med vse udeležence. In pa seveda zraven tudi že prej omenjeno češčenje, da je preko celega dneva na Stični možna adoracija in da se tudi pred Najsvetejšim zakramentom moli in izroča.
Zraven pa gotovo, ne, ob tem, ko častimo Boga, vidimo pri sebi tudi veliko šibkosti, veliko breme naše lastne krivde prepoznavamo ponovadi ob tem, ko pogledamo k Bogu, ko vidimo to popolnost, ne, tako da je tudi na stični mladih ena lepa priložnost za nov začetek v zakramentu svete spovedi, ne, ki pa nam v bistvu obnavlja tisto, bomo rekli v narekovajih, vstopenco za Evharistijo. Ne, to se pravi, vsak, ki je krščen, naj bi pristopil potem tudi k sveti Evharistiji, ne, in če izgubimo to milost krstno z grehom, si jo pri zakramentu svete spovedi ponovno obnovimo in imamo zopet to, bomo rekli, dovoljenje ali pa prost dostop do svete Evharistije. In zdaj se lahko spet malo vrneva k mladim in ljubezni, ker se mi zdi to zelo pomembna tema, tako kot sva že omenila, ljubezen ima danes zelo izkrivljen pomen in velikokrat si sploh ne znamo predstavljati zdaj, kaj pomeni prava ljubezen, kako živeti pravo ljubezen, ker imamo toliko različnih definicij, toliko različnih primerov v svetu in enostavno smo skozi bombardirani s temi izrazi, s temi definicijami in kako naj se zdaj mlad človek znajde v tem, kako naj črpa kot sva rekla, iz Evharistije, iz spovedi in kako naj mlad kristjan živi pravo ljubezen, to iz Boga čisto ljubezen. Ja, gotovo je dobra stvar, da spoznava stvari. Torej, da spozna Jezusov nauk. Jezus je prišel na svet zato, da je dal nauk, to se pravi učenje, in če se ti trudiš spoznati to ljubezen, se ti potem ta ljubezen začne tudi sama od sebe razodevati. Ne? Torej, nekaj napora moraš gotovo usmeriti v to, in ker smo tudi v svetu, kjer zelo poudarja razumskost in te stvari, je pametno, da si na razumen način najdeš razloge, zakaj je ta definicija, ki jo imamo kristjani, katoličani, zakaj je to, zakaj je v bistvu res potrebno na ta način živeti, ker če imaš razumske razloge, potem je tudi odločitev, ki pa pač nikoli ni samo razumska. Pri veri je vedno tudi en delček skrivnosti in ne moreš celotnega nauka, bi rekel, zaobjeti, bi rekel, zdaj pa mi je vse jasno, ne? Ampak moraš tudi zmeraj v eni ponižnosti reči, ja, te stvari me presegajo, ampak v zaupanju to, da cerkev uči prav, ker je to prejela od Jezusa, želim tudi jaz živeti to ljubezen. In potem, ko pač imaš neko, bomo rekli, tako razjasnjene pojme, oziroma ko se v to poglabljaš, ne, da si pripravljen potem tudi živeti na način Jezusa. Ne. To se pravi, Jezus ni samo nekaj povedal, ampak je nam s svojim življenjem tudi pokazal, kako naj to živimo. Brez Božje besede tukaj ne gre, tako da prek Božje besede vidimo, kako je Jezus živel, kako je deloval, kakšen je bil njegov način življenja in da potem to dejansko udejanjamo v življenju. Seveda, zdaj Jezus je bil Bog, ne, pa bil je pred tolikimi leti, bil je v enem drugem kontekstu, v enem drugem času, imamo pa vedno znova svetnike, ki jih cerkev v bistvu pokaže kot neke svetilnike nekega načina življenja svetosti v določenem času, v določenem. In se mi zdi, da Janez Pavel, čeprav sva rekla, da je izpred najnega rojstva, ne, to se pravi, takrat, ko nas je obiskal, je še vsem tako blizu in da je dal toliko pametnih odgovorov za ta čas, tudi ne nazadnje v tem govoru, ko ga je imel mladim, ki je polagal na njim besede, ne, to se pravi, ravno to, odločite se za Kristusa, ne, bodite res, da se zavedate, da ste Slovenci, ne, da ste narod, ki je pač veliko dosegel, ne, in da imamo bogato dediščino, ne. Tako čist kot zanimivost, ne, Janez Pavel II je bila ena taka obletnica, ko so jo takrat obhajali, je bila 1250 let krščanstva v slovenskem narodu. To je bila neka taka obletnica, ki se je takrat hkrati praznovala, ne, in to je bila pač, smo zelo ukoreninjeni Slovenci v tem izročilu cerkve in v katoliški veri, zato je pač na nas še toliko bolj potrebno, da znamo od teh zgledov potem zaživeti to ljubezen, ki nam jo je Janez Pavel na tak lep način predstavil.
In kaj je še on? On je veliko govoril o ljubezni, ne? Teologiji telesa, o ljubezni, kaj je še kaj rekel o ljubezni? Ja, gotovo bi bilo pa tukaj še mogoče še ena taka spodbuda. Na Stični mladih bo več delavnic, ki bodo tudi govorile o teologiji telesa. Seveda za vse fante in dekleta v tem obdobju mladostniškem so najbolj zanimive stvari, ki se tičejo spolnosti. In gotovo je tudi najbolj ena od stvari popačenih v tem svetu je tudi spolnost, ki je izkrivljena, ki je banalizirana, ki je na več načinov poniževana in da si lahko ob dobrih predavateljih in razlagalcih teologije telesa same, pa tudi ob pričevanjih mladih zakoncev ali pa fantov in deklet, nekako navzamemo tiste prave ljubezni do fanta oziroma do dekleta, ne, da začutimo, da ta ljubezen, ki se na ta način išče, da je potem tudi rodovitna, ne, da ima potem naprej prihodnost najprej v sklenitvi zakramenta svetega zakona in pa potem v družini, ki je takrat na dan postavitve zakramenta za ta dva fanta punco, da se potem naredi. Tako da jaz mislim, da je priložnost, da se pozanima. In pa še ena stvar taka, ne, na Stični mladih pride ogromno mladih z cele Slovenije in je včasih tudi ena taka lepa priložnost za spoznati koga, za videti v njem dobroto, Božjo ljubezen in pa potem v tem spoznavanju, najprej medsebojnem, potem tudi odkriti tisto mogoče življenjskega sopotnika, s katerim je pač potem vredno reči, da bi bil to dekle, da bi bila mati mojih otrok ali pa da bi bil ta fant oče mojih otrok in tako, da bi v tem. Tudi to je ena taka prav konkretna priložnost, če smo šli od teorije, pa potem eni taki bolj praktični pripravi, pa potem tudi do dejanskega, da tega tu živimo to kot kristjan. Mogoče pa na način, kakor ga pa Gospod Jezus, da se komu na način prebode srce, da ga Jezus pokliče pa v duhovniško ali pa redovniško življenje, je pa tudi na Stični mladih priložnost se srečati, pogovoriti z številnimi duhovniki, redovnicami in ob tem tudi, ne, ker Božja ljubezen, ki jo na nek način živimo pa mi, ki smo posvečeni, je povsem ista, ne? In Kristus deluje tako po zakoncih, kakor tudi po duhovnikih in ena je ljubezen, ki nas povezuje. In recimo, kako vi kot duhovnik doživljate ljubezen? Ja, na mnogo, to se pravi, od čist konkretnih, pa mogoče tudi bolj takih. Sej na razumski ravni ti je jasno, da te ima Bog rad, da ti želi dobro, da te sicer včasih vzgaja z malo trdo roko, oziroma da se ti zgodi tudi kakšna preizkušnja, da ti je kdaj težko. Ampak ja, v teh majhnih stvarih, preko celega dneva, ne, v dobroti najbolj ljudi, ne, ki so ti pripravljeni pomagati, s tabo sodelovati, te podpirati in biti ob tebi, ne. Ker duhovniški poklic je še vse nekoliko drugačen od ostalih poklicev, se mi zdi, da to je en najbolj takih otipljivih na dnevni ravni zakladov, ki jih pač imamo v tem smislu, da jaz čutim, da je Božja ljubezen deluje. In pa, ta je pa, ne bomo rekli teoretična, ampak se pač moraš vedno znova osveščati, ne, pri podeljevanju zakramentov, ne. Če ti v bistvu tiste stvari, ki jih pri zakramentih, sploh pri daritvi svete maše, če jih nekako začutiš v globini, pač vidiš, kaj pravzaprav Bog daje. Ne? To se pravi, se ti daje v en preprost kruh, ki ga lahko zaužiješ, zato da ti ohraniš moč za Božje življenje. Ne? To se pravi, to je ena taka velika stvar. Ne? To se pravi, da daš sebe za drugega, da lahko drug živi. Ne? In to je pri daritvi svete maše, to naredi Jezus. Ne? In to se mi zdi, da tukaj pa eden, sicer mogoče ga ne zmeri ne doživljaš vse globini pa razsežnosti, ampak vsakič, ki obhajamo te skrivnosti, ne? To se pravi, ko rečemo skrivnost vere, se nam to dogaja. Ne? Tu pač mi vstopimo v to in smo tam, ne glede na to, a mi to čutimo ali ne, stvari pri sveti maši so in tudi pri ostalih zakramentih. No in to darovanje sebe, to, da imam jaz človeka rad, sočloveka rad, tako da se darujem zanj, to nas ljudi v bistvu usrečuje, ne? Ampak se pogosto ne zavedamo tega, mislimo, da nam bo pa to nekaj zdaj vzeli ali pa da bomo nekaj izgubili, ampak ljudje smo pač bitja,
ki moramo ljubiti, ki rabimo ljubezen in nas to dejansko osrečuje. Ne? Da, res je ena taka zanimivost, ne, da včasih se bojimo sami zase, da če bomo kaj izročili, smo taki podobni mehkim otrokom, egoistični, ne, če nisem jaz prvi, ampak šele potem, ko postajamo podobni Bogu, vidimo, da je v tej podarjajoči se drži, da je tisti zaklad, ki nas dela v bistvu na nek način Božje. Ne? To se pravi, če se dam jaz, to se pravi, da je iz tega erosa, ki je včasih zastrupljen, ki hrepenisem potem, da bi užival, da bi koga izkoristil, oziroma pač, da bi potegnil od tistega, ki ga ima pred sabo, sem tisto, kar mi paše, do tega, da znam sebe postaviti in potem podariti drugemu na način, da je človeka vredno in pa da se ohrani dostojanstvo in ne nazadnje potem, da je tudi rodovitno. Ne. To se pravi, vsaka žrtev, ki je narejena, ima tudi neko rodovitnost. Ne. Mogoče ne vidimo čisto takoj vse te sadov svojih žrtev, ampak s časoma pa teh sadov postane mnogo, tako da so potem očitni. Je pa vprašanje, če bomo mi z svojimi zemeljskimi očmi videli vse te sadove naših žrtev, to se pravi takrat, ko bomo rekli, ja, Gospod, jaz želim sebe darovati na tak ali drugačen način. Mogoče še to, Božja ljubezen do nas, to si je težko predstavljati, težko je razumeti, težko je občutiti to, kako ostajati optimističen v trenutkih, ko mogoče ne občutimo tega. Ja, gotovo je tukaj Janez Pavel II. Je bil večkrat ob njej, oziroma ona ob njem, ne, mati Terezija. Ona sama nam je dala en tak velik znamenje tega, kaj pomeni vztrajati, tudi takrat, ko ne čutiš, da je Bog ob tebi. Ne sama ne bi imela, potem, ko je naredila že toliko veliko dobrih del, 40 let neke te duhovne teme, duhovne suše, ene take preizkušnje v veri, ne, kaj pravzaprav Bog pričakuje od mene, a je to, a ni to. Ne. In tukaj je res tista stanovitnost in pa vztrajanje v tem, ne, da ohraniš. Ne. To se pravi, ljubezen po Pavlu je potrpežljiva, je vztrajna, ne, se ne napihuje in pač v tem smislu nam lahko res da eno tako upanje, da ljubezen, čeprav je včasih treba za to potrpeti, da še vsem je potem poplačano v nebeškem kraljestvu s tem. Ne. To upamo, potem hrepenimo in tudi vidimo nek dokaz te Božje ljubezni, se mi zdi, da vsak v svojem življenju. Je pa res, ne, da ko pa pride čas stiske, je pa potem potrebno še tukaj z večjo ljubeznijo se ozreti, čeprav takrat je to najtežje storiti, ne, da pač videti v neki tej preizkušnji, da ima Bog tudi na ta način človeka rad, da mu pusti, da se ali sam nauči, če pač gre po lastni krivdi v to preizkušnjo, ali pa da ga preizkusi, ne, kakor zlato v topilnici, ne, včasih, da vidi, a smo za njega, ali smo samo, tako kakor včasih so bili Izraelci, da me to ljudstvo časti samo z ustnicami, ali je tudi naše srce zdraven. In to Božjo ljubezen lahko tudi prek drugih ljudi občutimo, ne? In tudi mi lahko nosimo Božjo ljubezen drugim. Ja, gotovo je to, se pravi, v tej Bogu podobnosti, ki se sprehajamo, je gotovo ena taka priložnost, ne, da pač ne moreš ljubiti Boga, ne da bi ljubil sočloveka, ne, in slej ko prej tudi, če boš ljubil sočloveka in vsakega bližnjega, na koncu boš gotovo prišel tudi do Boga, ker pač ne moreš mimo tega, tako da iz ljubezni do drugih prihajati potem tudi v ljubezni do Boga. Kaj pa ljubezen do samega sebe? Poznamo tisti del Svetega pisma, ljubite svojega bližnjega kakor sami sebe, ampak kaj zdaj pomeni ljubezen do sebe, ki je meja med egoizmom in neko zdravo mero ljubezni? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje in je stvar, ki jo je pač potrebno razločevati. To ni enoznačnega odgovora, da bi rekel zdaj, do te stopnje je to ljubezen do sebe povsem prav, potem je naprej pa egoizem, ampak je treba razločevati, je treba videti stvari, gotovo pa, če nimamo sebe radi, potem v bistvu že zametujemo tisto, kar je Bog položil nas, ne, če res zaupamo tem, da smo ustvarjeni po Božji podobi, da nas je Bog z ljubeznijo že v materinem telesu nosil, potem, če nimamo ljubezni do sebe, kako bomo imeli
sploh do drugega ali pa do Boga. Ne. Torej, je gotovo tukaj, da se moramo spoštovati, imeti radi in potem v tem razločevanju poiskati tudi tisto pravo mero. Ne, da ne zatavamo v samoljubje ali pa v nek tak egoistično, narcisoidno ljubezen, da smo sami najbolj pomembni in sami sebi potrebni, ampak da znamo reči, ja, Gospod, zato ker ti mene ljubiš, jaz ljubim tebe in spoštujem to, znam potem tudi dostopiti do drugega in mu pokazati tisto pravo pot, ki vodi v večno življenje. Ampak res ne moram imeti sočloveka rada, če nimam rada sebe. Meni se to zdi čisto možno. Ja, mogoče navzven na nek način, ko imaš, bi se kmalu pokazalo, ne, da je pač nekaj manjka v tisti ljubezni, ne, da pač je malo prekratka, oziroma da pač na nek način bi potem so take zelo zanimive psihične intrige, lahko nekaj rečemo, jaz sem tebe tako rad, ampak sam pa nisem nič pomemben, ne. V bistvu že nekako nerodno v položaj, že tisti, ki posluša te besede, vidi, da ni čist usklajeno, kar je tvoje notranje bistvo, to se pravi tvoje srce, in kar tvoja usta govori, kak bi ne ljubil sebe, če imaš nekoga rad. Ne. To se pravi, moraš imeti najprej pri sebi, potem da lahko izhajaš do drugega. Ne. Tako da jaz mislim, da se hitro razodene ena taka igra, če hočeš igrati, pa reči, sebe sovražim, tebe bom imel pa rad. Ne. Tako da ne gre tako enostavno, po moje. Ja, torej je pomembno, da imamo sebe radi, da prepoznamo to božjo ljubezen. Tako je. Če se vrneva k krepostim, torej načrtovanje stične je v zadnjih letih izgledalo tako, ne, predlani je bila tema vera. Ja, tako je. Lani je upanje, tako. Pa letos ljubezen. To so 3 kreposti. Ja, to so 3 božje kreposti in so bile v bistvu zdaj nekako te kreposti temelj, vsebinski temelj posamezne stične mladih. Zdaj letos ta ciklus nekako zaključujemo, to se pravi te 3 kreposti, včasih je bil star prevod, je bil čednosti. To se pravi, da pač v bistvu so te kreposti nas delajo lepe na nek način. Ne? To se pravi, se nekako zaključujejo. Zdaj pri teh božjih krepostih je pomembno vedeti to, da niso sad našega lastnega prizadevanja, ne? Ampak Tomaž Akvinski pravi, da so to ulite oziroma od Boga dane darovi, kreposti, ne? In vera, upanje in ljubezen, mi s temi lahko sodelujemo. To se pravi, če pa na nek način nimamo tega, pa si zelo težko bomo rekli sami ustvarimo ljubezen. To se pravi, ljubezen je vedno podarjena. To se pravi, in to je Bog, ne. Saj Bog zmeraj daje, tako da težko rečemo, da nam ljubezen ni bila podarjena od Boga, ampak moramo pa to odkriti in potem sodelovati s to ljubeznijo, ali pa z vero in enako z upanjem, ne. Tako da lansko leto, ki je bilo sveto leto, ki ga je papež Frančišek naslovil z letom upanjem, ne, z posebno dokumentom Upanje ne osramoti, smo dali poudarek bolj na to. Še leto pred je bila za temelj vera, to se pravi, kaj pravzaprav verujemo, in letos skupaj z apostolom Pavlom lahko rečemo, in največje od teh je ljubezen, ne, in bomo tudi letos nekako, po mojem se mi zdi, na tak res velik način, ob takem velikem svetniku, Janezu Pavlu II, začutili, kaj pomeni, da imamo dar te božje kreposti ljubezni. In zdaj lahko še povabiva vse goste, zakaj priti na stično? Ja, jaz mislim, da so že mnogo razlogov povedala. To se pravi, od tistih, bomo rekli, čist teoretičnih, ne, da bi določene stvari spoznal, da imaš priložnost kaj vprašati, do tistih malo bolj praktičnih, da pač si v družbi, da imaš, da si skupino svojih prijateljev na največjem katoliškem dogodku za mlade v Sloveniji, in pa do tistih konkretnih, ne, ko te res prevzame ali sveta maša, ali adoracija, ali pač ves ta program, ki pač poteka, da se mi zdi, da je kar veliko priložnosti, kjer si lahko kot mlad človek na stični mladih povežeš in znajdeš kot res tisti ljubljeni božji otrok, ki čaka, da še drugim ponese to novico božje ljubezni. In lahko še poveva, da bomo imeli tudi tuje goste.
ki pa jih razkrijemo konec avgusta. Zato spremljajte socialno mrežo, spremljajte spletno stran, pa bomo razkrili tuje goste. Drugač pa čas se izteka, tako da bomo počasi zaključili. Ja, hvala. Hvala vsem za poslušanje, hvala gostu, Janezu Meglenu. Ja. Hvala tebi za lepo vodenje in res 19. septembra, ja, vsi na stično. Vsi na stično, se vidimo.